V tokratnem pregledu svežih animejev bomo začeli z nekaj zanimivimi naslovi. Vsak na svoj način. Omenili bomo 3. sezono Hayate no Gotoku, ameriško koprodukcijo po otroških igračah Monsuno in nekakšen sci-fi anime Boss Oshinki. Predvsem bo marsikomu znan Monsuno, ki se že dolgo predvaja tudi na slovenskih TV zaslonih. Pa raje začnimo pri 3. sezoni komične romance z naslovom Hayate no Gotoku Can't Take My Eyes Off You. Verjetno sem eden redkih, ki sem gledal prvi 2 sezoni izpred parih let. Čeprav se dogajanja le še bežno spomnim, se je tokratna serija praktično začela enako kot prva sezona. Začetek nas sicer tokrat postavi v Ameriko, kjer je Nagi spet naredila neumnost in se kmalu zavrti v malenkost v preteklost, kjer se odvija v običajnem tempu. Nagi noče v šolo, spet se nekaj zapiči, sprička in pristane v parku, kjer jo ponovno ugrabijo. Njen butler Hayate pa jo ponovno rešuje. Kot bi imel déjà vu. Tokratna izjema je le nov lik, o katerem nismo v preteklosti nič slišali, je pa očitno sorodnica bogatašenje Nagi. Pogrešam le nekaj ključnega, kar mi je popolnoma uničilo prvo izkušnjo z novo sezono. Ni več zelo prepoznavnega napovedovalca skozi dogajanje. V več scenah sem pogrešal njegov glas, zato sklepam, da bo tokratna sezona brez unikatnega humorja. Škoda. Naslednja animejska TV serija, ki je pravzaprav koprodukcija z ameriškimi korporacijami, je že precej znana in trenutno tudi predvajana na domačih TV zaslonih. Gre za najstniško fantazijsko serijo Monsuno, ki je narejena po istoimenskih igračah Amerikancov Jared Wolfson in Jeremy Padawer. Glede na to, da je animejska serija zgolj reklama za njihove igrače, je uvrščanje pod animejsko produkcijo pod vprašajem. V seriji sledimo Chaseu in prijateljama, ki v laboratoriju Chaseovega očeta naletijo na nenavadno valjasto kapsul. Hkrati pa njega in njegovega očeta preganja korporacija Storm, saj želijo izkoristiti, kar je v teh kapsulah. Ko Chase zavrti kapsulo, se iz njega prikaže pošast v obliki medveda, ki jih reši pred nadležnimi stormovci. Glede na to, da je bila serija za zahodni trg izdana že letošnjega februarja, dolga pa je le 26 epizod, verjetno celo ima kakšen smiselni zaključek. Na Japonskem se je začela predvajati šele v novembru. Zanimala me je tudi naslednja TV serija, ki me po naslovnici sodeč spomnila na Sky Girls anime izpred nekaj let. Gre za novo sci-fi meha serijo Boss Oshinki, kjer so v ospredju nekakšni mali zelo napredni in samovoljni androidi. Ker so te naprave v prvi vrsti pomočniki ljudem, je njihova uporabnost precej široka. Imajo pa tudi opcijo bojevanja preko posebnega virtualnega prostora. Bojevniška vrsta tovrstnih androidov se zato imenuje Boss Oshinki, ki bodo tudi glavna atrakcija serije. Da se bo večino vrtelo okoli njihovih dogodivščin, pove tudi način produkcije serije. Njihov gospodar je v več primerih rahlo čudno prikazan, s čudnimi postavitvami kadrov pa so dali občutek, kot da je gospodar velikan in androidi v normalni velikosti. Kakorkoli že, pa verjetno lahko pričakujemo veliko podobne akcije kot v Sky Girls, le da z malo drugačno štorijo. Kakšno tako igračo bi brez pomisleka imel? Serija pa me ni ravno prepričala, da bi jo še spremljal, sploh glede na število drugih osebno bolj zanimivih. Ker pa vse imam serij na izbiro, saj se je veliko že opisalo, izbira za prihodnji pregled ni ravno bajna. Naslednjič bodo v pregledu TV in internet serije. Komično perverzna romanca To Love Rude Darkness, kratkometražna športna in internetna serija TQ in romantična serija za dekleta Kami-sama Hajime Mashita. Zelo pa bom vesel, če se naročite na naš Slow Anime YouTube kanal in nas pofočkate na Facebook strani. Do naslednjič pa uživajte!